Pozdravljeni. V ponedeljek se v Strasbourgu začelo julijsko plenarno zasedanje Evropskega parlamenta. Tokratno zasedanje je bilo v znamenju referenduma v Veliki Britaniji o članstvu v Evropski uniji, razprave o pripravah na povolilno revizijo večletnega finančnega okvira 2014-2020 in sekretarijatu nadzornega odbora Evropskega urada za boj proti goljufijam ter sprejetju poročila o boju proti trgovini z ljudmi v zunanjih odnosih Evropske unije. Državljani Velike Britanije so se, četudi s pičlo večino, odločili za izstop iz Evropske unije in to je potrebno spoštovati. Britanski referendum vidim kot vsesplošno lekcijo o več stvareh, ki niso relevantne le za Evropsko unijo. Britanski premier Cameron je referendum obljubil predvsem zaradi strahu pred izgubo svojih volivcev. Tako je strah pred izgubo oblasti prevladal nad dolgoročnimi državnimi interesi. Prav tako se danes soočamo z razdeljeno Veliko Britanijo, kar se najbolj odraža z zahtevo Škotske, ki se želi ostati v Evropski uniji, ter z več kot 3 milijoni podpisov britanskih državljanov za nov referendum o članstvu države v Evropski uniji. Britanski referendum formalno ni zavezujoč, a je vseeno vzbudil določena pričakovanja glede na obljube, ki so bile dane. Tako tesen rezultat in minimalna večina pri tako pomembnem vprašanju gotovo ni dobra popotnica. Potrebujemo enoten odziv, ki ne sme biti obtožujoč s kazanjem prsta na druge, temveč mora biti konstruktiven in zazrt v prihodnost. Ne smemo tiščati glave v pesek in se delati, kot da se nič ni zgodilo, temveč potrebujemo samo refleksijo. Ne glede na to, da Velika Britanija izstopa iz Evropske unije, bomo v prihodnosti še naprej sodelovali kot partnerji in zavezniki. Pred nami je ogromno izzivov, ki jih ne smemo podcenjevati, temveč se moramo z njimi soočiti. Tudi pri razpravi o pripravah na povolilno revizijo večletnega finančnega okvira 2014-2020 se nismo mogli izogniti britanskemu referendumu. Za nami je polovica leta, komisija pa še zmeraj čaka s svojim predlogom pregleda večletnega finančnega okvira. Verjetno je tudi to ena od stranskih žrtev britanskega referenduma. Leta 2013 sprejeti okvir bi bilo treba prevetriti in prilagoditi novim politični in gospodarske realnosti, tako z vidika alokacije sredstev po posameznih področjih, kot tudi z vidika njegove velikosti. Vzemimo kot primer migracijsko-begunsko krizo. Problemi so se v zadnjih letih izjemno povečali. Slabo soočenje z njimi pa je voda na mlin evroskeptikom in je igralo vlogo tudi pri nedavnem britanskem referendumu. V okviru danih pravil so bila sredstva Evropske unije povečana, kolikor se je dalo, a je to žal premalo glede na obsežnost problema. Pri razporejanju evropskih sredstev se nahajamo med Scilo in Karibdo, politične realnosti in zmožnosti, saj bo treba sredstva za določena področja zmanjšati. To pa lahko posledično okrni njihovo izvajanje in rezultate. Zato je potrebna dobra ocena tega, kaj v sedanjem okviru deluje in kaj ne. Ena od možnosti za prihranke je denimo nefinanciranje nevladnih organizacij, ki delujejo v nasprotju z Evropsko unijo in vrednotami in spodbujajo nasilje, rasizem ali antisemitizem, na kar sem že večkrat opozorila v Evropskem parlamentu. Na julijskem plenarnem zasedanju smo med drugim sprejeli tudi spremembo uredbe, s katero sekretarijat nadzornega odbora ne bo več del urada za boj proti goljufijam, temveč komisije. Naša dolžnost je, da evropskim državljanom zagotovimo najboljšo porabo njihovega denarja, hkrati pa poskrbimo za učinkovit boj proti goljufijam. Če želimo to doseči, potrebujemo močan Evropski urad za boj proti goljufijam ter okrepljen nadzorni odbor, ki zagotavlja neodvisen nadzor dejavnosti OLAF-a. Le tako bomo vzpostavili dobro delujoč mehanizem sistema in ravnovesij, čemur pa v zadnjih letih nismo bili priča. V zadnjih 2 letnih poročilih je namreč nadzorni odbor urada OLAF izpostavil, da zaradi pomanjkljivega dostopa do potrebnih informacij ne more nadzorovati dejavnosti urada OLAF. Vse to poraja dvome o tem, ali urad OLAF učinkovito ščiti finančne interese Evropske unije.
Verjamem, da bomo s spremembo uredbe povečali neodvisnost sekretariata nadzornega odbora, s tem pa nadzornemu odboru vzpostavili tako delovno okolje, v katerem bo lahko v polnosti uresničeval svoj namen. Učinkovit boj proti goljufijam ni pomemben samo zaradi zaščite finančnih interesov Unije, temveč tudi zaradi povečanja zaupanja državljanov v institucije Evropske unije, kar je danes še kako pomembno. Sprejeli smo tudi poročilo o boju proti trgovini z ljudmi v zunanjih odnosih Evropske unije. Osredotočila bi se na trgovino s človeškimi organi, ki predstavlja velik problem v nekaterih državah in si pred tem ne smemo zatiskati oči. Po nekaterih podatkih naj bi trgovina s človeškimi organi v svetovnem merilu ustvarila med 600 milijonov do 1,2 milijarde dolarjev dobička, kar je zelo zaskrbljujoče. Le odločen in hiter odziv je pravi odgovor na zaskrbljujoče številke. Slovenija je predvsem tranzitna država za tovrstne kriminalne dejavnosti. Zato imajo organi pregona toliko večjo odgovornost pri odkrivanju dejavnosti kriminalnih združb. Pisno izjavo Amber Alert Europe, pri kateri sem tudi sama sodelovala kot soavtorica, sem z namenom priključitve Slovenije v evropsko mrežo za opozarjanje o reševanju otrok in policijske mreže za pogrešane otroke poslala predsedniku države, predsedniku vlade in notranji ministrici, pa vse do danes še nisem prejela odgovora, kar me ne navdaja z optimizmom, da se slovenska vlada zaveda resnosti problema. V Evropski uniji je namreč vsako leto pogrešanih 250 tisoč otrok in številni med njimi so tudi žrtve trgovine s človeškimi organi. Spoštovani, to je bilo zadnje javljanje iz Evropskega parlamenta pred parlamentarnimi počitnicami. Želim vam lepo poletje, zahvaljujem se vam za vašo pozornost in lep pozdrav v septembru, ko se znova oglasim iz Strasbourga. Lep pozdrav domov.